tisti kanuist, ki je na koncu postavil najboljši čas današnjega dneva. Vmes med oba slovenska predstavnika se je urinil ameriški kanuist oziroma športnik, kakorkoli že. Luka Benija sem prej spraševal o prvem nastopu in prvi medalji na velikem tekmovanju v Tacnu, pa se Benjamin ni čisto spomnil, vi pa veste? Ja, v bistvu jaz sem po Londonu začel veslati sploh kanu, potem pa leta 2014 je bila moja prva kolajna tukaj v Tacnu in sploh prva v svetovnem pokalu. Se pa, Luka, današnji dan se mi je zdelo tudi za začetek svetovnega pokala, da ste iskali vrhunsko uvrstitev in Praga niste bili zadovoljni, potem pa je prišel Tacen, ki je vedno nekaj posebnega zaradi domače proge, zaradi domačih navijačev, pa kanček več pritiska tudi pri domačih tekmovalcih, ampak tokrat ste bili vi tisti, ki ste imeli zadnjo besedo. Ja, v bistvu nekako sem se iskal zadnje 3 tedne, bom rekel, od Augsburga naprej. Težko je bilo, predvsem zaradi tega, ker nekako na treningih sem veslal res vrhunsko in nisem pa znal to spraviti v en dober rezultat. In to je bolelo, tako v Augsburgu kot tudi v Pragi, ker sem obstal že v polfinalu. In seveda sem se želel tukaj v Tacnu na domačih tleh pokazati svojo najboljšo vožnjo. In mislim, da sem že od včerajšnjih kvalifikacij lepo gradil tekmo, in danes v finalu pokazal res napadalno vožnjo. Polfinalna je bila pa taka, bolj rezervirana, nekako sem probal priti čim bolj brez napak do cilja, ampak glavna je zadnja, tako da tista je bila najboljša in zato sem vesel še toliko bolj. Tudi včeraj so nekateri tekmovalci in tekmovalke dejali, glede na to, da je reka nekoliko višja kot ponavadi, da je treba iti vedno zelo, zelo spoštljivo na progo in vse skupaj oddelati, pa tudi vi ste včeraj rekli, da tudi v zadnjem delu nekoliko več moči ti vse skupaj vzame. Je bilo tudi tokrat tako? Ja, veliko, ko sem tekmoval tle, ko sem imel v mislih, da vse zmorem, takrat sem dovišno naredil kakšno napako, tako da to sem se naučil in od takrat naprej v Tacnu, še posebej v Tacnu, v domači progi, tega ne delam več, ker voda je toliko neprevidljiva tukaj, da se ti lahko zgodi, kot se je danes na primer Beniju zgodila na začetku napaka, pa smo šli že vsi 2000-krat čez zapornico, pa še vedno se ti lahko kakšna taka napaka zgodi. Tako da je treba biti res pozoren in pripravljen na vse reševanje, ki ti pride na pot. Tako da očitno sem jaz danes najboljš naredil, z najmanj napakami sem prišel do cilja in na koncu je izkazalo, da je bila to najboljša vožnja. Eva Alina Hočevar je poskrbela za prvo kanuistične stopničke na domači progi. Vi ste prišli do prve zmage v letošnji sezoni, to je 3. postaja, pred vami so evropske igre in tako naprej, zelo pomembna sezona. Vam je bilo danes vseeno, ali bi bili 1., 2. in 3., samo da imate neko samo potrditev dobrega dela? Ja, v bistvu včeraj še nisem razmišljal o samih stopničkah, kot sem rekel. Sem šel korak za korakom. Seveda sem si pa nekje želel stopničk, ker če pogledam preteklo lansko sezono, sem skoraj na vseh svetovnih pokalih dosegel stopničke, in letos pa že na prvih 2 celo v Pragi ostal brez finalnega nastopa, tako da seveda sem si želel stopnička. Predvsem sem dobil eno potrditev, da sem dobro delal čez zimo, da lahko dobro in napadalno veslam in grem malce bolj mirno naprej proti evropskim igram. Se pa zavedam, da že čez, bom rekel, 2 dni bo treba misli usmeriti v čisto drugačno progo, tako da sem se bo treba spet novo pripraviti in še bolj napadalno pristopiti na krakovski progi. Krakov, tam je precej bolj mirna voda,
pa bodite vseeno hitri. Hvala lepa za pogovor. Hvala vam.